povem še seveda, da se vse snema, tole naš tečaj se snema, skratka, bi prosil tisti, ki ne želite biti prisotni v smislu videa, da se izklopite kamere, ostali pa ste lahko po želji preklopljeni. Pa kar izvoli. Ja, torej lep pozdrav tudi z moje strani. Poleg snemanja spet pač lahko poveva, da so fotografije nastale v okviru izvedenih tečajev. Nekaj fotografij danes, ker bomo obravnavali vozle, je v bistvu skic iz nekih naših priročnikov, skavtskih priročnikov in iz spleta. Vkolikor imate kakšne komentarje ali vprašanje, pa seveda tudi danes dobrodošlo, da jih zapišete v pogovor. Pa bova tekom ali pa na koncu potem odgovorila. Torej, prejšnjič smo govorili o ognju in mogoče, če na kratko ponovimo nekatere stvari. Če povemo v bistvu, je najbolj pomembno pri ognju to, da so pomembne tri komponente. Eno je toplota, kisik, druga je kisik in tretje je gorivo. Brez vseh treh nam ogenj ne bo zagorel. Sliši se zelo enostavno in osnovnošolsko, ampak kot smo že prejšnjič ugotovili, se velikokrat zgodi, da ko prižigamo ogenj, ta ne uspe, če nismo dovolj pozorni. In zato, da ogenj postavimo, potrebujemo netivo. Netivo je torej v bistvu vsako, ki je tanjše od lasu, ne? Ali pa od šivanke, igle. Kar precej netiv imamo naštetih, prejšnjič smo si jih tudi podrobno ogledali. Mogoče lahko izpostavimo brezovo lubje, ki je v bistvu tako univerzalno netivo in tudi v nekako mokrem vremenu načeloma ga lahko pripravimo do tega, da zagori. Potem imamo suho travo, praprot, ostružke, odpadle iglice, razno žaganje, ptičji puh, srobot in podobne zadeve. Ko je netivo dobro pripravljeno, tega nikoli sicer ne odlagamo na tla, vedno ga odložimo tik preden ga prižigamo. Potem pa je v bistvu zato pomembno še kurivo, ostalo, torej dračje, o katerem malo kasneje kakšna beseda več. Pomembno je pa tudi to, da v primeru, da je mokro in vlažno kurivo, ne pobiramo po tleh. Torej poberemo palice, ki štrlijo kakorkoli v zrak, so mogoče zataknjene na kakšne krošnje dreves, ker so te palice običajno manj mokre. Zelo uporabno je smrečje. Sam trenutek, še enega bomo noter spustili. Zelo uporabno je v bistvu tudi smreče, se pravi vejice, ki so že suhe, s tem, kot sva že zadnjič povedala, ne poškodujemo smrek, ker pa so veje suhe, pa veliko lažje zakurimo tudi v mokrem vremenu, v suhem pa vsekakor prav tako priporočljivo. Potem, kar se lesa tiče, vemo, da imajo iglavci več smole, listavci manj, bukev je ena taka univerzalna, daje svetlobo, na drugi strani zadržuje žarjavico. Če pa govorimo o v bistvu kalorični vrednosti lesa, pa so pač zelo dobre, v bistvu je boljši les tisti, ki je bolj trd, medtem ko na primer smreka sicer zelo hitro zgori, da pa veliko svetlobe. Ostalo pa mislim, da ste si lahko pogledali, toliko za en. Bukev pa smreka sta pač najpogostejša v naših v bistvu gozdovih. Pomembno je, da vemo, da v vetrovnem vremenu ne kurimo oziroma takrat še posebej poskrbimo za zaščito, če gre za nek bolj blag veter. Ognja nikoli ne pustimo brez nadzora, vedno smo pripravljeni na gašenje in pa zakurimo najmanjši ogenj, ki še zadošča našim potrebam. Torej ne kurimo kresov, če ni pač, ne vem, zaradi neke namembnosti to nujno potrebno. Če ni 20 od ljudi okrog. Tako je. Postavljanje ognja. Se pravi, zdaj smo že povedali o tem, kaj potrebujemo, da ogenj naredimo, ampak pred tem je pa v bistvu treba izbrati prostor in pripraviti prostor. Pri izbiri prostora je zelo pomembno, da dobro počistimo prostor, kjer bomo naredili kurišče in pa da ga ustrezno zavarujemo. Kot smo rekli zadnjič, je to lahko s kamenjem ali pa s poleni, ali pa pač s kakšno drugo, ne vem, tudi zemljo lahko, če pač ni drugega. Potem pa v bistvu postavimo torej netivo in dračje. Tu so različne vrste ognjev. Mislim, da ko vidite slikce, vam že je približno jasno, da nekateri so bolj dobri ali pa priročni za kuhanje, nekateri za svetlobo, nekateri za toploto, preprosto zato, da se pogrejemo.
In na koncu, ko zaključimo s kurjenjem, je pač pomembno, da ogenj pogasimo, dobro pogasimo. Neko nenapisano pravilo je, da je ogenj dobro pogašen, ko lahko na sredino ognjišča oziroma kurišča postavimo oziroma položimo roko in se ob tem ne opečemo. Gasimo običajno z vodo, seveda pa lahko v žerjavico prekrijemo tudi zemljo ali drobnim peskom in pa dobro poteptamo. V primeru, da pride do požara, pa so tule v temle oranžnem kvadratku napisane še druge možnosti. Če pa požaru nismo kos, pa takoj, ko to ocenimo, kličemo 112. Toliko na kratko, zdaj pa gremo na današnjo temo. Uporabni vozli in bivak. Pogledava še, če še kdo se nam pridružil slučajno. Dobro. Še enkrat pozdravljeni vsi, torej vsi, ki ste naknadno prišli na tečaj. Danes bomo obravnavali vozle in pa vezave in pa na koncu v drugem delu še bivake. Zdaj naj povem, da v bistvu bistvo samega vozlanja je ta, da uporabljamo torej pravi vozel in ga tudi seveda v pravem trenutku naredimo. Pravilno, definitivno pravilno, kajti če boste, bom rekel, namesto primer ambulantnega naredili ženskega oziroma babjega, kakor rečemo, v hecu se lahko naredi kakšna nesreča ali pa vas kje zategne, kar ne bi smeli. No pa v bistvu bi kar prosil, če si bomo samo na hitrico malo pogledali ta imena. Naj povem, da torej ti vozli, ki jih zdaj vidite, imajo načeloma eno ime, lahko jih imajo pa tudi po 3, za isti vozel, recimo tovorni ali pa bičev. Naj dodam, da je zraven paše še jamborski vozel, če se strinjam. Torej, 3 imena za eno in isti vozel, zato je včasih mogoče pride do kakšne zmede, ampak ko boste to obvladali, vam bo čisto avtomatično že prišlo v glavo, kako se kakšen vozel, zakaj se kakšen uporablja. Torej, vozel dober je tisti, ki ga hitro zavežemo in pa hitro razvežemo. Zdaj, moja posebnost je ta, da sploh, ko imamo tečaje ali pa tabore, pokažem te vozle, ki jih bomo danes spoznavali z zavezanimi očmi. To pomeni, da obvladam vozle, torej, da me ne more presenetiti nobena tema, nobena, ne vem, karkoli. Skratka, ko vas v polnoči zbudi nekdo, morate te vozle znati, takrat res znate vozel narediti. Tako da predlagam, da seveda čim več trenirate. Danes ne bomo dosti demonstrirali, to bomo prehranili za tisto našo delavnico, ko se bomo srečali, da bomo živo pokazali. V samih, bom rekel, materialih boste pa prejeli v bistvu nekje vsaj osnovne vozle, torej, ki bomo danes pogledali tudi, kako se spletejo oziroma kako se zavozlajo. Pa gremo kar naprej. Zdaj, tako, prejle nisem omenil, mogoče vozle delimo tudi še na vozle za pritrjevanje, vozle za zavezovanje vrvi in pa ostale vozle, to sem pozabil omeniti. No, potem so, če gremo majčkeno nazaj, ali pa kakorkoli, se bomo prišli v vsakem primeru do njih. Skratka, za zavezovanje torej 2 koncev vrvi se najbolj uporablja recimo ambulantni vozel, vendar je tukaj treba poudariti, da gre torej za enako debelino vrvi. V primeru, da so različne debeline vrvi, pa ta ambulantni vozel generalno ne bo deloval oziroma se bo razpletel in se v takem primeru uporablja tkalski vozel, to je pa na tej, se pravi na desni strani označen, se pravi, kadar gre za 2 različne debeline vrvi. Nenazadnje imamo tukaj potem tudi pokazan ribiški vozel ali podaljševalni vozel. Torej gre za podaljševanje vrvi lahko ali pa
pri ribiči, tisti, ki lovite ribe, poznate, da se iz debelega laksa potem lahko nadaljuje naprej s tanjšimi in tako naprej vse do trnka. Bi tukaj mogoče kaj dodala? Ne, jaz bi samo še enkrat poudarila, da so se res trudili dati postopke gor. Zdi se nam namreč, da če bi tule zemlja z vrvico čarala, bi različno hitro usvojili te veščine, sploh ker mogoče nekateri vozle že poznate. Tako da vam polagamo na srce, da v bistvu te postopke doma, potem, ko boste dobili pač gradivo, pogledate, pa katerega tudi poskušate narediti. No. Sva se nekako potrudila, da sva skoraj pri vsakem vozlu praktično dala nek postopek zraven. Ki je dokaj smiselen, da ni neka višja matematika, se pravi, da načeloma se dobro razume. Drugače pa se dajte lotiti tudi preko YouTubea, na koncu tudi dodala, bom rekel, eno povezavo do enega relativno dobrega videa, lahko rečem, sicer ni naš, ampak teh je malo more, tako da boste z vsak vozil praktično najdel vsaj 10 videov in s pomočjo mogoče tistih videov malo lažje mogoče ali razumeli ali pa videli, kje se vam zatakne. Med ostale vozle definitivno spada tudi mrtvi vozel. Mrtvi vozel v bistvu zato, ker gre tukaj za zanko, ki se pri obremenitvi ne zateguje. To pomeni, da tak vozel se lahko uporablja recimo pri nekem spuščanju, pri prevezovanju, pri navezovanju, tudi pri reševanju, recimo, da vam spustijo vrv s helikopterja dol, pa ne znate tega vozla, mislim, ne znate, boste veliko težje se prišli iz vode ven, kakor pa, če boste znali ta vozel narediti. Da se ga narediti, boste videli tudi po tem tistem videu, z eno roko, spravi, če se morate z drugo, ponovadi se zdržite za vrv, da ne potonete, in z drugo vse ostalo naredite, recimo. Potem je tukaj na nasprotni strani še osmica. Ta se v glavnem uporablja pri plezanju, torej ko smo na koncu pripeti, dajmo reči, na koncu vrvi, oziroma smo pripeti na pas, oziroma lahko s tem vozlom pripnemo tudi nek škripec ali pa kaj podobnega. Torej, to so mogoče ne ravno, ta osmica ni ravno vsakdanji vozel, ampak ko gre pa res za nekoga spustiti v dolino ali pa ne vem karkoli, pa se jaz praktično ne bi upal uporabiti skoraj nič drugega, zato ker je to že toliko let in pa, torej se ga nisem jaz izmislil, definitivno ne, ampak tudi sam, mislim, da ti tudi plezaš, točno vemo, kako se stvari streže in pa, da je to res preverjena zadeva, se pravi, da potem lahko tudi temu vozlu tudi absolutno zaupamo. Tukaj bi mogoče lahko povedali tudi to, da v bistvu sta to oba vozla se lahko uporabita na primer zato, da ne vem, postavimo vrv čez reko in prečimo reko na primer, ampak gre spet za to, lažje je, če poznamo mrtvi vozel, ker bomo to vrv veliko lažje odvezali, medtem ko vpletena osmica se lahko zelo, zelo zategne. Na primer tudi pri plezanju ob nekem močnem padcu so ta, mislim, nemogoče, da bi se odvezala, je pa dejstvo, da se lahko zelo, zelo zategne. In kadar so večje obremenitve, je veliko bolj primeren mrtvi vozel. Pa ne govorim zdaj pri plezanju, ampak nasploh pač, ne vem, ko govorimo o tem, da želimo mogoče, ne vem, ali neko stvar nekam zvleči, ali privezati psa, ki se lahko zaganja, na primer, in podobne stvari. Ja, definitivno. Jaz bi mogoče tukaj rekel, kaj še, se bom spomnil, zdaj mi je ušlo iz glave. Skratka, in kup enih informacij. Hotel sem reči mogoče tudi to, da poznamo seveda tudi različne vrvi, s katerimi to počnemo. Zdaj jasno, da so vrvi lahko ali naravne ali so iz umetnih materialov. Recimo tukaj v roki držim košček padalske vrvice, ki je sestavljena iz ovoja.
upam, da boste videli, se pravi iz ovoja in pa 7 tanjših vrvic, ki so noter v vrvici, skratka, in jih samo enostavno z enim potegom takole ven potegnete. In imamo 7 vrvic, ki vsaka od njih drži vsaj 15 kilogramov, a ne. Torej, sama vrvica v polni obliki drži 240 kilogramov, vsaka teh vrvic 15 kilogramov, se pravi, in če računamo, da imamo recimo na zapestnici 2 metra vrvi, kakor imam tukaj, a ne, ali pa tukaj, se pravi, ko to razdremo, imamo 2 metra ovoja in pa 7 krat 2 metra, torej 14 metrov, oziroma še 2 dodamo ta ovoj, imamo 16 metrov vrvi, ki drži minimalno 15 kilogramov. In zdaj, če uporabno pogledamo, se pravi, ker imamo 2 vrvici enaki debelini, če bi jih želeli zvezati skupaj, smo prej pogledali za, torej, če gremo nazaj, da se te stvari naredijo ali z ambulantnim vozlom, oziroma če ta vozel zelo gladka, je veliko bolj priporočljiv ribiški vozel. Tako. V redu. Hvala, se oproščam. Okej, potem imamo pa naprej tovorni ali bičev vozel ali, kot smo na začetku slišali, jamborski vozel. V bistvu gre za to, da je ta vozel eden najbolj uporabnih in se ga najpogosteje uporablja takrat, ko ali delamo kakšne vezave, tudi na primer pri bivaku lahko, ko šivamo 2 šotorki, da ga pritrdimo na količek. Sicer se ga pa uporablja tudi lahko za vlečenje tovora in podobne zadeve. Na primer, če imamo na primer nek šop drv, je pač možno, je pa se potrebno zavedati, da kadar vlečemo vrv pravokotno na vozu, se ta zagotovo ne bo odvezal, medtem ko vlečemo po strani, je veliko večja verjetnost, da vozel popusti. Zato imamo potem spet druge vozle za tovorjenje. In pa v bistvu, kar je še pomembno, je to, da se ga res dobro zategne, preden se ga začne uporabljati, če tako rečem, ker sicer vozel res drsi, tako kot tle piše, navzdol ali navzgor. Se pravi, pomembno je, da je tako, kakor je vidno tle pač na slikci, da je v bistvu zelo dobro pritrjen. Začetni vozel, sem pozabila klikniti noter. Nič hudega, začetni vozel bo pa lahko pokazala kar čez tole. Začetni vozel je pa v bistvu tudi en tak vozel, ki je pa še... Ja, samo trenutek. Začetni vozel je pa v bistvu vozel, ki je pa tudi zelo priročen za začetek vezave in se ga naredi precej enostavno. Mogoče za otroke ta celo bolj enostaven, sploh za kakšne mlajše. In sicer gremo okoli, torej palice, na katero bi začeli na primer vezavo delati. Tako da bo proti njim obrnjeno, se bo videlo. Upam, da. Se pravi, gremo okrog. Pa zavijemo okrog tele vrvi, s katero smo prišli okrog, a ne? Pač v živo vas bo to vse naučila. Gre v bistvu za to, da vozel na koncu izgleda takole kot en preplet. Mislim, da se kar slabo vidi, no. Če mogoče tako naredim. Vozel v resnici na koncu pač ima zanko in izgleda tako, kakor v bistvu, da bi malo zapletel ga naokrog, no. Ampak ključen je pa zaradi tega, v bistvu zaradi tega le ušeska, no, tako. Skratka, še en vozel, s katerim lahko začnemo. Ima pa enako funkcijo v bistvu kot tovorni, torej zato, da vrv nekam pritrdimo in v bistvu, če pogledamo zdaj ta vozel, se dejansko pač zategne, ne. Lahko kolikor hočemo, vlečemo in delamo karkoli in se v bistvu s tem vozlom nič ne zgodi, ne. Ta vozel nam je res zdaj v bistvu učvrstil zadevo, da bi na primer lahko potem, ne vem, začeli delati neko vezavo, ne, o kateri pa malo več kasneje. Tako je. Mogoče sem hotel reči, da sam pri tem vozlu, torej pri bičem vozlu, vam bo zdaj tudi pokazal v praktičnem primeru, se pravi, ko ga nataknemo recimo čez eno palico iz vrha navzdol, naredimo Miki Miške ušesa, prekrižamo, to boste pol natrenirali, skratka ga damo skozi in zategnemo. Zdaj bom obrnil tako, da boste videli. Se pravi, če bom zategoval samo eno stran,
Torej, ta drugo imam tukaj, se pravi, zategujem eno stran, vidite, da ne gre nikamor. Primem drugo stran, je ta sproščena, spet ne gre nikamor. Ne gor, ne dol, ne levo, ne desno. Torej, zelo uporaben vozel. Se pravi, boste torej, naučili se jih preko ali tehle skic ali pa preko samih YouTube videov. Nekaj boste tudi naših najdli gotovo in to je to. To sem prej pozabil. Ja. Ok, potem pa, če gremo naprej, imamo spet v bistvu dva vozla, ki sta si med sabo zelo podobna, oziroma je en vozel nadgradnja drugega. Na eni strani je kavbojski vozel, kjer gre v bistvu spet za to, da damo skupaj naredimo dva ušeska, oba dva tako, da je vrvica v isti strani in potem samo zapognemo, se pravi takole. Takole v bistvu se zategne, temu se reče kavbojski vozel. Zelo je uporaben, naprimer, ne vem, če imamo nek nožek, pa ga želimo nekam obesti, ker spet pač se lepo zategne, nikamor ne drsi, kar tako, hkrati se ga pa zelo lahko v bistvu sam razveže. In služi pa v bistvu predvsem za pritrjevanje trakov, naprimer spet se dosti uporablja v plezanju, kjer imamo v bistvu te ploščate trakove ali pa neke gurtne po domače in pa pomožne vrvice, torej neke tanjše vrvice na debelejše. Imamo pa potem še prusiko vozel, ki je pa torej dvojni kavbojski vozel, torej dvakrat ojačan. Če še to pokažemo, je zadeva torej, kavbojski vozel bi šli skozi samo enkrat, za prusikov ga gremo dvakrat. Pri vsakem vozlu je pomembno, da si vrvice tečejo vzporedno, se pravi, lep vozel pomeni tudi večjo uporabnost in da je pravilen. Se pravi, zdaj tle, če lahko vidimo, da imamo 4 vrvice. In eno zanko. In eno zanko, skozi katero gresta ostali 2. In naprimer, prusikov vozel je zelo primeren za to, da se pritrdi kakšna manjša vrv in pa za plezanje ob vrvi. Če bi recimo zdaj to premaknili tako, na koncu naredimo, bomo tudi še spoznali kakšne vozle, v bistvu ambulanten vozel. Tukaj noter bi dali nogo, se pravi v zanko, in potem si v bistvu z roko, torej če smo zdaj takole, si z roko potegnemo gor, pa spet stopimo. Naredimo si taka dva in se lahko v bistvu tako spenjamo po vrvi. Ker pri tem vozlu je v bistvu zelo dobro, zaradi tega, ker se nadol pač povsem zategne, spet lahko na vso moč v bistvu zategujem, se nič ne zgodi, hkrati pa se pa zelo hitro razveže zaradi pač njegove narave. Ko ga želiš premikati, ko ni napet, ga zelo enostaven, ja. Ali po vrvi premikaš ali pa kakorkoli. Primeren je tudi za napenjanje kakšnih plaht ob kakšni vrvi, mogoče praktično zato, da tako ne rabite recimo strehe, lahko plahto po domače povedano ob vrvi privezani, pač popeljete do konca, si naredite dan noter, a ne. Tako je. In potem, če bi na hitrico se karkoli poslabšali vremena, lahko se zopet hitro nazaj potegnete to plahto oziroma ponjavo skozi glavo oziroma čez glavo, da imate v bistvu zavetje. Tako, in potem imamo še napenjalni vozel. Zdaj v bistvu, če si samo še enkrat pogledamo kavbojskega in si zapomnimo to sliko, le-ta je namreč nekako osnova za napenjalni vozel. Napenjalni vozel je pa torej spet zelo uporaben pri bivakih, o katerih bomo danes še spregovorili. Samo ime vozla pove, da je njegov namen predvsem napenjanje, torej napenjanje na primer vrvice pri šotoru, ki, ne vem, je privezana na klin, kot vidimo tudi na sliki. Uporaben je tudi za izdelavo mrežo za odbojko, ali pa viseče mreže lahko tudi in take stvari. Zdaj pa, kar se tiče pa torej samega vozla, je pa spet, gre za to, da samo malo vam bom skušala narisati, če mi bo šla danes miška kaj boljše drug. Gre za to, da recimo, če imamo takole šotor, naprimer, da je to ena plahta od šotora in potem imamo klin. Zdaj malo bolj na veliko rišem, zato da bomo res videli, v čem je fora. In imamo klin, torej ne vem, da je tlele recimo vrvica, peljemo to vrvico naokrog. In zdaj želimo doseči torej sistem, da bomo zadevo lahko zategnili, ne? Zato, ker ko bomo še tukaj postavili en klin, pa še tule dali vrvico, želimo, da bo ta plahta ravna, se pravi, da bo voda dobro dol odtekala in tako naprej, bomo pol malo kasneje v bivaku.
In zato v bistvu vrvico peljemo okrog in naredimo, torej, kot vidimo zdaj spet tukaj na sliki, naredimo en kavbojski vozel, ponovadi se naredi 2 ali pa 3, ne? Enega in potem v bistvu še ta drugega. In sistem zdaj deluje tako, če hočem jaz zadevo zategniti, torej potegnem v eno smer, to vrvico potegnem torej sem in vse, kar je tle odvečne vrvice, jo zategnem v kontrasmer. To bomo spet v živo veliko lažje pokazali, ampak tako, da razumete v bistvu sistem. Zdaj, na primer, če tule še pokaževa... Bom jaz probal takole proti vam obrnem, se pravi, kako bi vi vezali, ne, se pravi, malo bo čudno izgledalo, se pravi, gremo okrog, čez, tako malo višji greva, čez, noter, potegnem nazaj, pomembno je, da se ta vozel ne sprevrže. Če bo se preveč potegnil, se bo sprevrgel. Skratka, to je zelo težko zdajle preko tole nadaljavo delati. Skratka, ponovadi je dosti, če sta 2, če so 3 ovoji, pa lahko tudi več po želji, ne. Pomembno je, da so te zanki, da sta te 2 zanki okrog te ene in iste vrvice, da je vozel močno zategnen, se pravi, in ko je to napeto, dam to tako, evo, čakaj se. Tako, ne, in zdaj, na primer, če želimo napenjati, to vrvico torej potegnemo. Pomembno je, da je dobro zategnen ta vozel. Evo. Se pravi, ko je zdaj vrvica napeta, opa, še malo drsi. Tako, vi držiš tole. Ja. V bistvu, kar smo prej hoteli pokazati, je tudi to, da zdaj, če jaz hočem platno nategniti, ga potegnem in zategnem. In to je v bistvu to. In drži, ne. Zdaj nama malo drsi zaradi tega, ker ni pod pravim kotom. Ampak point je v tem, da v bistvu je ta vozel drseč in se ga v bistvu zateguje. Če bi tle imela še enega, bi ta v bistvu zategnil spodnjega, ne. Tako da, samo da razumemo to logiko. V živo pa upam, da bomo probali, tako da nam bo vsem jasno. V živo bo super. Okej. Če je dotlej kakšno vprašanje, kar na plano z njim. Potem pa v bistvu gremo lahko na vezave. No, kaj se bo zdaj dogaja? Torej, vezave. Velja eno tako pravilo, ki se sicer sliši na pol kot moraliziranje, ampak samo lepa vezava je dobra vezava. To v bistvu pomeni, da z lepo vezavo dosežemo tudi čvrsto vezavo, se pravi takšno, da se dejansko ne bo kar tako razmajala. Vezave so zelo uporabne za zgradbarstvo. Pri skavtih in tudi na tečajih preživeti ponavadi s sabo nimamo žeblov in jih tudi ne uporabljamo, ampak te stvari naredimo z vrvico. In zato v bistvu, mislim, tako, iz lastnih izkušenj vam lahko povem, da se da postaviti tudi 10-20 metrske zgradbe, ki zdržijo marsikaj. Dela ni malo, ampak na koncu si res ponosen na skulpture, ki si jih ustvaril. Konec koncev z vezave lahko naredimo tudi stol, če znamo narediti vezavo, lahko naredimo mizo, kot vidimo tudi na spodnji sliki, in en kup uporabnih stvari. Konec koncev tudi razgledni stolp ali pa hišico na drevesu. Za v bistvu vsako vezavo je pa potrebno, da začnemo z vozlom. Zdaj, če ponovimo, smo prej rekli, da je v bistvu to tovorni ali bičev vozel ali pa začetni vozel. Zaključimo pa običajno z ambulantnim. Se pravi, to, da si bomo res zapomnili. Ambulantni vozel je torej ta vozel, ki je sicer namenjen za vezovanje 2 vrvi ali pa se ga uporablja tudi pri trikotnih rutah, kar je pač ploščat in ne žuli. Z njim torej zaključujemo vezavo, medtem ko z tovornim vozlom, sva ga tudi prej naredila na tem, na tej palici, ki ne drsi gor in dol, s tem pa v bistvu vezavo začnemo. Potem pa sama vezava, poznamo 3 vrste vezav. In sicer ena vezava se imenuje diagonalna vezava. Diagonalna, v bistvu tako, vezave se poimenujejo glede na to, kako so postavljene palice. Torej, tukaj lahko vidimo, samo da vzamem miško, tukaj lahko vidimo, da v bistvu imamo palice postavljeno diagonalno, torej pod kotom, in zato se temu reče diagonalna vezava. Iz vrvice pa pravzaprav naredimo križ. Torej, to je uporabno, na primer, ne vem, če bi postavljali neko klop, kjer imamo v bistvu ob strani neki diagonali. Potem imamo križno vezavo.
kjer sta palici pravokotno, druga na drugo in po konci, torej ena palica je po konci in druga je pravokotno, se pravi, tvorita nek križ. In potem imamo še vzporedno vezavo, kjer so si palice vzporedne in okrog tega napeljemo vrvico. To je, na primer, zakaj bi sploh tako palici zvezali, v bistvu zaradi trinožnika, ki smo ga zadnjič omenjali pri kuhanju. In potem pri trinožniku, ko pa obstaja več variant, to je zdaj pač ena od možnosti, ko naredimo vzporedno vezavo, eno palico obrnemo, na drugo stran zvrnemo. To je spet v živo veliko lažje pokazati, kakor tlele na slikci. Flipnemo jo čez. Damo jo čez in v bistvu s tem dobimo stabilen trinožnik, razpremo in je to to. Če si predstavljate, se vmes vrvice same kot take zapletejo okrog vsakega droga, mislim, zapletejo, stisnejo, zategnejo in držijo oziroma ostanejo na mestu. No, tam spodaj je ena maketa, ene klopi z klopco oziroma miza s dvema klopcama. To se pač da dosti enostavno narediti s kakšne smreke ali pa zlezke. Seveda, pomembno je, da, kot je Tjaša rekla, da pravilno uporabljate te vezave torej točno določene stvari, točno določena vezava. To o tem bomo probali v živo kaj več povedati, če imate pa kakšno vprašanje, pa kot je že Tjaša rekla, tudi hvala. No, jaz bom rekel še okrog ene vezave, ta čas, ki bo Tjaša tole pripravila. Jaz sem danes za vas, pravzaprav sem naredil eno košarico. Če bomo kdo kaj več vprašanj, lahko tudi takrat v živo pokažemo, kakšen je postopek. Ampak to je narejeno brez kakršnekoli uporabe vrvi. Lahko si tudi na spletu pogledate, nič hudega. Lahko si tudi na spletu pogledate in je to. Evo, Čakaj, da sem povedala, da se še zategne. Ja. Tjaša je tle naredila v bistvu križno vezavo, ker je v obliki križa, vidimo, ni, bom rekel, tako diagonalna, čeprav bi tudi lahko funkcioniralo. Nič ti hudega, pač se zgodi. In kar je pa najbolj pomembno, je pa tle, če od zadaj pogledamo, torej, da vedno zatisnemo še ta del okrog in okrog, se pravi, da tukaj tudi strani dobro zategnemo. Ne vem, kako se bo videlo. Skratka, da ne gremo samo tako okrog in okrog, ampak tudi še tale iz strani, kakor kaže tudi na sliki. Se pravi, in ta vozel potem zaključimo z ambulantnim. Tako. Še kaj tukaj za povedati? Mogoče še to, da v bistvu pri vezavi, sploh pri diagonalni pa pri križni, je neko tako zlato pravilo, da približno 3-krat mora iti vrvica, torej čez vsak 3-krat, ne vem, pri diagonalni 3-krat tako in 3-krat tako in pri križni 3-krat tako, pa potem še 3-krat, da zategnemo, no. Naj bi držali. In v bistvu lahko iz lastnih izkušenj povem, da drži. Vse v redu. Ja, no, evo, pa smo tam. Glejte, okrog vozlov tega, to je malo morje enih ali vozlov, če želite, ali navezav, ali pripomočkov za plezanje, za spuščanje. Torej, vse to bomo poskušali, jaz verjamem, da čim več, oziroma tisti, ki boste dejansko, vas bo zanimalo, vam z veseljem pokažemo. Kot sem rekel, ne bomo se nekaj omejevali, tudi nekaj na uro pa to, ker se mi ne zdi fair, ker bo gotovo dosti vprašanj, dosti za pokazati, kako gre to, kako gre ono. Tako da seveda nekaj bo tudi mi, da že v Kali pripravila s Tjašo za vas, vendar ne omenim, no, se pravim, da boste večino pa potem mogli tudi sami ponoviti oziroma ponavljati, da boste ta znanje seveda tudi osvojili. Zdaj, katere vozle uporabljamo za bivak? Ja, lahko nobenega, čeprav, če nimamo vrvi, torej se da narediti bivak, bomo spoznali tudi brez enega metra vrvi, skratka, tudi
s par centimetrov vrvi ne rabimo imeti za to. Drugače pa najbolj primerni so gotovo, spet smo rekli, ali napenjalni ali začetni za začetek, potem na drugi strani potem neka alpinska zanka za zategovanje te vrvi, potem spet neka štirica in tako naprej. Skratka, tle vas ne bom s tem zdajle medel, s temi izrazi pa imeni. Za začetek bo tole več kot dovolj, da boste tole dejansko na pamet se naučili. Če pa imate kakšno idejo, pa lahko tudi v komentar zapišete, katere vozle bi vi uporabljali za bivak oziroma kako bi se vi lotili bivaka, recimo, ne. No, pa si pogledajmo, kaj pa sploh je bivak. V bistvu bivak je bivališče v naravi oziroma zatočišče, ki nam nudi seveda zaščito pred zunanjimi vplivi, naj se bo to veter, dež, sneg, torej vlago ali pa tudi mraz. Za izdelavo takega bivaka običajno je fajn imeti s sabo neko ponjavo ali pa temu reči šotorsko krilo, lahko je astrofolija, o kateri bomo malo, torej smo že omenili, pa tudi če bomo. Definitivno pa se nam lahko zgodi, da pri sebi nimamo niti vrečke za smeti, pa je potem pametno ubrati plan B, in sicer desno spodaj vidite torej risbo enega naših bivakov, torej ki je vedno torej osnova, sta dve rogovili, ki nam segata do pasu. Recimo, da bo to ena, ja. Torej, dve rogovili, v katero vtaknemo, potem kasneje bomo tudi na fotografijah malo bolj razločno videli, v katero vtaknemo v bistvu tisto daljšo vejo, katera gre do konca nazaj in ob katerega potem lahko zlagamo ta rebra, kakor rečemo. Definitivno moramo paziti, kaj bomo, torej kakšne vremenske razmere imamo, na kateri lokaciji smo, a imamo vlago, a imamo res močen veter ali kakorkoli, torej najboljše je prostor poiskati že pred samo temo in pa seveda brez panike, če boste nekaj vihrali, se bo še to vse skupaj na vas pol na koncu podrlo, ne, če bo malo bolj zapihalo, dajmo reči. Torej, izolacija je ključna, večkrat že omenjamo, da je ključna tudi, se pravi, ohranjanje telesne temperature, da ne izgubljamo po nepotrebnem energije. Je to en odličen pripomoček, kako nam lahko pomaga ta bivak na ravni zadržati našo telesno toploto, se pravi, manjši, ko je prostor, prej se bo tudi ta ogrel, seveda, če je pravilno narejen. Za nekaj takega, kot vidimo potem kasneje, bomo videli, se pravi, da naredimo en tak bivak, torej odrasla oseba potrebuje vsaj 3 ure torej dela, aktivnega dela, da pride do neprepustnega za vodo in pa do bivaka, ki je neprepusten za vodo in pa tudi toploto, se pravi, da vam nekaj toplote tudi nazaj odbija oziroma zadržuje. Rekli smo tudi, da je pomembno, da smo čim bolj suhi, če se le da. Če smo mokri, se seveda da zadevo spet narediti nek trinožnik, ob strani dati neke palce in imate sušilec za perilo oziroma za obleko. Oblečemo se po sistemu čebule, kadar smo brez ognja mogoče. Če pa imamo ogenj, je pa zmeraj primerno, da je ta ogenj nekje 1 meter stran od bivaka. Torej, če je dalj, smo rekli, ne bo funkcioniralo, če pa preblizu, pa vidite, da bi lahko že par isker lahko nenazadnje se ujele gor na kakšni suhi travi ali pa na suhem listju in se lahko zažgemo. Izogibamo se nekih vrtač, ker se tam v bistvu zadržuje ta vlaga in pa mraz. Ponovadi tudi, če je sploh
kakšni dolini, pa da je voda, je to torej katastrofa za samo bivakiranje, zato vas svetujem, da greste vsaj malo višje, nekam na kakšno poličko, če se da, ne čisto spet na vrh, smo rekli, ni najbolj primerno zaradi tega, ker je vetrovno, dol nas pa čaka vlaga in pa seveda tudi nek konstanten veter, ki ni zdaj to nek vihar, ampak ves čas vleče ta vlažen zrak, s tokom navzdol. Torej, to, kot sem rekel, v bližini vode je več vlage, zato je manj ustrezno, tako da voda odteka, se ne more zadrževati, v bistvu treba najti mesto. Zdaj, če smo čisto na ravnem, je mogoče pametno ali pa smotrno, če vemo, da bojo kakšne večje neurja, narediti tudi neke jarke za odtekanje te vode odvečno, da ne bomo plavali, ali pa si bistveno bolj dvigant torej ležišče, da bomo mogoče malo bolj dvignjeni od tal. Tako da definitivno je tukaj treba poudariti pa to, da je treba absolutno pogledati, kaj je gor nad vami, ali bo kakšna veja padla dol, mogoče kakšna bukova, suha veja, v primeru kakšnega sunka vetra se lahko običajno kar kakšna, bom rekel, debela veja, če je 20 metrov visok, pa da je težka, ne vem, 10 kil, glejte, verjemite, da bo hudo narobe, če se komu to znajde na glavi. Ne nočem dramatizirati, ampak to je res zelo pomembno, da pazite, kje postavljate bivališče oziroma kje se zadržujete med kakšnim viharjem. Ja, zdaj smo rekli, mogoče pa tistem prejšnjem bivaku, tem A-bivaku, bi mogoče rekel samo to, da je sestavljen, smo rekli, ob strani iz teh reber, potem iz suhega listja, ki je pomembno, da ga je vsaj pol metra torej od spodaj navzgor, ga iz zunanje strani nalagamo proti vrhu in seveda ga probamo čim bolj pretiravati z tem nanosom materiala. Če imamo šotorko, običajno je nimamo, če delamo tak bivak, ampak ja, če imamo ali pa kakšno vrečko za smeti ali pa astrofolijo, da si pomagamo to listje prinesti. Torej, to gre res za kar en tak bolj resen bivak, ki vam lahko praktično reši tudi življenje. Hočem reči, da pretiravajte z samim dodajanjem materiala. No, potem so pa seveda še opcije, ki jih imamo tukaj na risbah različne, če imamo ali šotorsko krilo ali kos umetne ponjave, kot vidimo tam skrajno desno recimo, to je neka ponjava 3x3 metre in kot vidite, imamo tudi različne variacije, kako lahko naredimo zavetje. Zdaj, mogoče prednost pred takim klasičnim bivakom, ko smo na prejšnjem slajdu videli, je ta, da ste mogoče bolj zaščiteni iz večjih smeri, kakor tukaj samo iz ene primer, v določenih primerih, ali pa samo z dveh. Fajn je, da ste pa vsaj iz treh, če pa je možno pa celo iz 4. Torej, da ste čim bolj v zavetju oziroma da vas ne napiha. Seveda ponjavo ne uporabljam samo za streho, ampak tudi za senco oziroma zaščito pred soncem. In kot smo že omenili, večkrat lahko tudi kakšno večjo vrečo za smeti uporabljamo za streho ali pa čez to ogrodje lahko damo to vrečo, da bomo zagotovo mirno spali, da nas ne bo sredi noči ujela kakšna ujma in nas namočila do kosti, tisti pol pa drugo poglavje spet. Ja, tako nekako. Mogoče tudi pri teh ponjavah je vedno zelo dobro, da so dobro nategnjene, to je največja ponavadi napaka, da se kje, ne vem, da hočemo nekaj na hiter in pol, ne vem, se naredi ena guba nekje, naprimer tule se vidi, da gre v bistvu za senco, za postavljeno senco, ima in mogoče neko streho, tudi vidimo, da ni vreme tako, da bi se glih na dež pripravljali.
Ampak če vemo, da ne vem, bo veter, da bo dež, je res pomembno, da dobro napnemo to plahto, ker drugače nam zelo hitro začne v bistvu voda zatekati, oziroma ko začne pihati veter, se ujame v te gube z notranje ali zunanje strani in v bistvu je zelo velika verjetnost, da bomo po noč mogli ven iz našega bivaka oziroma njenega zatočišča popravljati te zadeve, se pravi, se bomo vmes še zmočili, zebili nas bo in podobno. Tako da je res vredno, da se potrudimo za v bistvu neko bivališče, ki se ga postavljamo. Če boste že zamočili, dajte palke lonc nastaviti, da se bo deževnica zbirala noter, koncentrirano. Ja, šotorsko. Ja, šotorsko krilo iz umetnih materialov oziroma z bombaža oziroma povozkanega bombaža ali pa, kako bi rekel temu, impregniranega platno, dajmo reči temu. Se pravi, sestavljeno je tako, da torej to šotorko lahko uporabljamo kot pelerino. Zdaj mogoče tle, če pokažeš ta del, ko je gre te vrvice. Se pravi, ta zgornja vrvica, se pravi, vsaka šotorka ima 2 vrvici. To gre pa za kapuco, se pravi, če si predstavljate, zgornji, torej levi konec zapnemo za to sredinsko, torej to zanko, če hočeš pokazati. To bomo v živo pokazali. To zanko zapnemo za to sredinski del, se v bistvu, če si predstavljate, ta kot podre, postane potem tako vodoravno, tako, in si potem primemo spodnjo vrvico. Pardon. Nič hudega. Skratka, za spodnjo vrvico in si jo ruktemo čez ramena, zategnemo prvo vrvico, ta spodnjo, gor višji je pa še ena pa za kapuco. Takrat si damo gor pa tako pride, ja. Približno. Približno. Pa zategnemo, ja, te 2 vrvice, ne? Najprej ta prvo, potem se lahko tudi gumbe imamo ob strani, tlele, če boste pogledali spodaj, so tudi gumbi običajno 3, pa na drugi strani tudi 3 hakeljčki za zapete gumbe oziroma gumbence. In pa nenazadnje je tudi pomembno, da veste, da ima ta šotorsko krilo tudi odprtino za roke, če hočeš samo pokazati, kaj je to mišljeno. Pardon. Nič hudega. Torej, odprtina za roke. Zdaj, če si predstavljate, torej, da ste sami in da želite neki bivak postaviti, jasno, ne boste te odprtine obračali napačno, torej, to je treba biti pozoren, da je ta obrnjena pravilno oziroma, da je zgornji rob prekriva to odprtino, zato da vam voda ne bo noter tekla, to mislim, da je jasno. Tako, to se tudi v tej zraven na desni fotografiji oziroma risbi vidi. Kot vidite, pa lahko tudi sestavljamo večji bivak iz večjih šotork. Običajno smo v vojski na terenu, pač vsak vojak je svojo spalko dal in smo v bistvu z večjih sestavili potem še neke skupne bivake, se spomnim, na Počku je bilo to. Se pravi, kot smo rekli, lahko uporabljamo za pelerino, lahko uporabljamo za neko pregrado, lahko za podlogo ali pa nosila navsezadnje. Zelo močna zadeva in zelo praktično za uporabo ali pa če gre za neko prvo pomoč, treba nuditi komu, ko je treba odnesti. Vem iz izkušenj, super stvar. 4 močni, pa gremo, ne. Ja, mogoče lahko še to prikažemo, ja, glede nosila v bistvu, ne. Ja. V bistvu platno raztegnemo, čez položimo 2 močni veji, torej 2 res močni, debeli veji, vsaj tako, kot recimo zapestje vaše ali pa kaj takega. In potem, kot Tjaša kaže, se pravi vogale, najprej eno stran poklopimo in potem še drugo, tako kot nek zavitek, če si predstavljamo, pride potem in se združi kot nosilec. Vse v redu.
Tle gor se pa človek v bistvu uleže, ne? Ja, in ko v bistvu je to nosilo obremenjeno, se dejansko ta plahta nikamor ne premakne. In zraven gor lahko date še nahrbtnik, ali pa če treba nahrbtnike nositi, je tudi super stvar, a ne, da se v bistvu potem malo breme ali pa hrbet spočije, pa se raje nosile naredi. Skratka, zelo, zelo primeren in uporaben pripomoček so lahko ta nosila ali pa, kot smo rekli, sama šotorka. Dobi se seveda posebej v založenih trgovinah ali pa v skavtarnici tudi tako šotorsko krilo. Ena trgovina vem, da ima tudi, mislim, da je Aventura v Postojni, ima neke češke, od češke vojske. Kaj bi še bilo? Mogoče tako, velikost šotorke je 175 krat 175, to je neka standardna velikost, ki je pač v bistvu ne glede na to, od katere vojske je šotorka ali pa za katero šotorko gre, je velikost načeloma takšna, razlikuje se pa v teh gumbih ob strani oziroma lukencah, ne. Se pravi, šotorka od, ne vem, Slovenske vojske ni kompatibilna z šotorko neke druge vojske, ali pa redke so kompatibilne, zato je dobro, da če kupujemo več šotork, da imamo vse od istega, ker potem lahko v bistvu gradimo razne bivake, kot jih vidimo spodaj na sliki, ne. Tako je, da jih povežemo med sabo lahko, a ne. Pa na primer pri postavljanju bivaka iz ene šotorke gledamo na to, da je polovica diagonale šotorke, se pravi, za polovico diagonale šotorke naj bi bil visok količek za bivak. Torej potrebujemo načeloma 2 količka in vzamemo torej dvakrat polovico. To je najbolj optimalno, da vidimo, da gre v bistvu šotorka res čisto do dna in jo lahko zapremo. In hkrati potem sestavljamo tudi mogoče kakšne druge dele šotork, da si naredimo vrata in da bivak povsem zapremo. Tako. Okej. Gremo kar naprej. Sorry. No, tukaj je pa naš tipi, sicer na zgornji, torej zgornji desni fotografiji se vidi, da ta naš tipi že precej zmatran, plesen ga je dobila, ta je bil prej v Čateških toplicah, tam v tisti indijanski vasi, in ko so jih podirali, so jih hoteli stran vreči, no, seveda smo se takoj zagrebli za njega in ga seveda še vedno uporabljamo. Zakaj vam to pravim? Zato, ker je definitivno to doživetje prespati v tipiju, se pravi, to je edini šotor, seveda, pustimo zdaj te moderne in pač, ki so, bom rekel, v uporabi in imajo noter vse za, ne za avspuh, ampak za dimnik, ne, za pečico, vse pripravljene, vse stene in tako naprej. Skratka, tudi ko gre za tipi, tudi lahko je ne samo iz platna, lahko je tudi iz kakšnega umetnih materialov. Mi smo to večkrat pozimi prakticirali, kot sem rekel, zato, ker lahko kuraš noter. Zelo fajn je, da je po notranji strani tipija še ena dodatna stena, ki nekje sega do 1,5 metra. To pa zato v bistvu, da ta hladen zrak ne pride direktno noter iz strani, kakor vidite, ob strani, če mogoče jaz sem tule hočem malo pokazati. Zdaj, če boste pogledali tole. Čakaj, samo bom pa drugo miško, tega oni ne vidijo. Aha, ne vidite miške. To bo prav, ja. No, skratka, če pogledate, tukaj je vedno treba pustiti nekaj prostora, da pride zrak od spodaj noter, in če si predstavljate, da gre tukaj okrog in okrog, pa še ta dvojna stena, ki sega, se pravi, nekje 1,5 metra visoko, gre dol ob kolu, po notranji strani in po možnosti še na dno, da nam vlaga ne seka gor, a ne. Se pravi, potem gre zrak med stenama, gor potuje, in če mi sedimo za steno, ne bo popolnoma nič v nas pihalo. In bo ta hladen veter se v bistvu, oziroma hladen zrak, ki bo not prišel, se bo avtomatično mogel že nekoliko segreti in potem priti tukaj do ognja in potem skozi to vročino, ki jo ogenj ustvarja, gor, torej ven, skozi odprtino na vrhu, a ne, kakor vidimo. Skratka, tukaj bi lahko
govoril o izkušnjah pa o teh stvareh še. Pomembno je to, da tipi vedno postavljate v zavetju, ker se namreč nam enkrat zgodilo, smo pač malo pocenili ali pa pozabili. Praktično je šlo samo za demonstrativne prikaze takrat, oziroma smo samo pokazali, kako izgleda, vendar se je izkazalo, da je lahko tudi veter lahko kar ponagaja, in sicer, če nismo v zavetju, torej v nekem zavetju, lahko ta veter, tudi ta dim začne obračati in ga zabijati noter v samo notranjost. Kako pa je z dežjem v tipi šotoru, ali voda pride z vrha v šotor? Zdaj, generalno, če je pravilno narejen, če je pravilno odprtina tudi, bom rekel, odprta, načeloma že, če si predstavljamo, če lahko kar tam da spet miško, Ja, evo. bi rad povedal, da gre ideja že to, da vsa voda, ki pride iz ujame na teh vejah, torej se po vejah oziroma po teh štangah, ali pa če na tej risbi pokažem, se iz vrha navzdol voda teče po teh palcah, osnovnih palcah, ne. Se pravi, že tle gor, kar se ujame, se vse po palcah dol steka, nič not ne teče direktno dol na ogenj. Ogenj je lahko seveda potem tudi malo dislociran v stran, kakorkoli, odvisno, ali imamo potem še vrv dol privezano ali ne, ali je bolj ohlapno vse skupaj. Skratka, naj povem, no, da se da tudi pri -20 v tipiju biti v kratkih rokavih, če imate seveda primerna goriva za kurjenje, torej ne kakšnega bora, smo rekli, mokrega. Torej, če imate bukev, ste iz vode ven, je brez težav, kot sem rekel, bo prehitro prevroče, in seveda, če se to primerno vzdržuje, to sploh ni nobenih vprašanj. Jaz bi si komot upal biti na blokah tudi v tipiju pozimi, tako da to je preverjeno z naše strani. Zdaj pa, če kdo reče, da ni tipi glih primeren za pozimi, jaz verjamem, da ni, ker to je bolj indijanska zadeva na prvi pogled, ampak funkcionira pa tudi pozimi, no, kot sem rekel, imamo tudi dokazne materiale, da je to fajn stvar. Lahko so tudi manjši, ne rabijo biti taki ogromni, ta je 4 metre premera, mislim da, ali 5 metrski. Drugače ga pa lahko iz plahte naredite, ne vem, kako so te plahte, 3x4 metre ali pa še celo manjše, ne, te plastične za drva, modre pa so pa zelene. Okej, zdaj smo govorili nekako o teh torej bivakih iz umetnih materialov, ne. Prej smo omenili pa seveda tudi nekaj že iz naravnih materialov, oziroma dajmo reči, da so to potem lahko tudi nekako rečemo seveda bivaki iz naravnih materialov. Ja, lahko so pa tudi naravni kot neko naravno zavetišče, kot so to jame ali pa neke, kako bi rekel, ne glih medvedovega brloga si izbrati, ne, za bivak, to bi predlagal, da ne rinemo nosa tja noter. Dobro, če ste res 100-procentni, da ni medveda not, ampak jaz mislim, da ni junaka, da bi šel to preverjati, oziroma junaki so, pa so tudi eni skupili, ko so rezali noter, ko ni bilo treba. Skratka, v medvedove, če vohate, da je karkoli po nekem urinu, po blatu, po kakcih diši ali pa po kakšni krvi oziroma trohnečih truplih, takrat odsvetujem vhod v kakršnekoli votline ali pa imeti vsaj baklo ali pa kakorkoli. Skratka, če se le da, naredite bivak, pa bo to super. Mogoče pri teh votlinah pa jamah, zelo velikokrat se nam zdi samoumevno, da gremo v eno jamo, super je, ker so stvari že pripravljene, streha je nad nami, in potem v bistvu kurimo na dnu jame, ne. To je recimo ena zelo slaba stvar. Nikoli ne kurimo v jami.
To se malo povezuje sicer s prejšnjo tematiko, ampak je zelo dobro vedeti. No. Za kuri se vedno v bistvu, če se kuri ob vstopu v jamo ali pa v zgornjem delu jame, sploh če se jama v bistvu gre potem navzdol, se pravi, da se v bistvu znižuje vzdolž, kako se to reče, vzdolž vhoda v jamo, no. Zaradi tega, ker pač se vemo, ne, lahko pride v bistvu do zadušitve. Tukaj pač imamo ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dva plina, ki sta zelo nevarna za človeška pljuča. In je v bistvu res pomembno, da ne zakurimo tam, ker če bomo pač zakurili v jami in se bo ponoči kritično zmanjšala raven kisika, bomo preprosto zaspali, ne bomo se zbudili. Tako da je to res dobro vedeti, no. Vedno, kadar pomislite na to, da bi v jami zakurili ogenj, ker je ful lep prostor, pa ker je po možnosti nekdo noter že kuril, se spomnite tudi na to, da v bistvu s tem ogrožate svoje življenje. Ja, jaz to vem iz izkušenj. Kot otrok smo našli tam eno, bom rekel, relativno kar veliko jamo, no, mislim, da je bila dolga nekih 10-15 metrov največ, ki se je potem zložila v nek zelo rov, ki ga nismo potem nikoli raziskali, in seveda je bilo hladno noter in polno nekih obilic in tega. In seveda smo čisto suvereno zakurili noter ogenj in seveda tudi zelo hitro bili zunaj, ne, ker ni bilo seveda primerno, kot je Tjaša rekla, zakurjeno, smo pregloboko noter zakurili, čez čas je bila ta jama polna dima in seveda Bog ne daj, da kdo noter ostane ali pa se kje zapleza, medtem ko nekdo tam kur, ker bi jih tam počakal, ne. Tako da to res s temi jamami pa kurjenjem probajmo res biti pozorni. Kako je z ventilacijo, ne. Če imate pa jame, recimo, ki je pa, smo bili mi na Koroškem, se pravi, ki je izgledala od daleč vrhunska, streho nudila, res in površina krasna, super, ravna, na skalo sicer, ampak je bilo pa tako prepihno, torej toliko prepiha, da ni bilo za zdržati, niti pod razno, ker bi te še bolj nahladilo, ne, se pravi, sploh, da si pa nekaj, bom rekel, praznojen ali pa karkoli, je pa kar pogreb, ne. Takrat pa res, sploh, ko greš spat, da si vlažen ali pa moker, kot smo rekli, ta prepih čez celo noč zdela čisto zagotovo. Ja, kot smo rekli, zelo fajn so smrekove veje za uporabo pri bivakih. Seveda veje naj bodo vedno obrnjene navzdol, zato ker, no, tukaj v bistvu tudi na tejle fotografiji lepo pokazano. Ja, mogoče lahko kar tole, ja. Na tole sem mislil, ne, se pravi, so tako veje obrnjene navzdol, zato da se potem, če bi morebiti voda prišla čez to zgornjo plast, ujela na te iglice in seveda stekla dol do palčke in ob teh palčkah, ki jih vidimo ob strani, spet v tla. Te palčke nam, kot smo rekli, zopet pomagajo loviti vodo, zato da nam ne kaplja noter, ampak odteka, ker je pod ostrim kotom, torej ta kot, in nam voda je čisto enostavno, če boste dali roko pod pipo, no, je to zelo enostavno pokazati, se pravi, in boste imeli vodo, torej roko navpično, vam bo voda tekla dol. Če boste dali malo še postran, vam bo še vedno tekla po roki, če boste dali pa preveč vodoravno ali pa, bom rekel, izven enega kota, bo pa začela v bistvu dol kapljati, ne, in tule je ta princip mogoče zelo podoben oziroma je enak, lahko trdim. Pa res je pomembno tudi tako, da je veja obrnjena, se pravi, če veja v smreki tako raste, da je ta zgornji del na vrhu, ne, da jih ne obračamo kontra, ker drugače se pol v enem trenutku tudi iglice nadol obrnejo in te iglice so v bistvu po eni strani idealna stvar, da vodo zadržijo in je pač to, kar je zdaj Kolaris. S tem, da če pa te veje preveč nekaj obračamo tako pa drugače, pa v bistvu izgubijo to funkcionalnost, ker so v bistvu za zlogom tako narejene, kot smo že zadnjič rekli, pri smreki v bistvu. Smreka je tako zasnovana, da načeloma spodnje veje sploh niso mokre, če ni zelo močnega naliva, ne. Tako, in kakor tudi piše, ne, je zelo pametno, da se v bistvu lotimo pokrivanja teh bivakov od spodaj navzgor, tako kot pri strehi, pri hiši.
To pa čisto iz preprostega razloga, zato da se v bistvu te plasti nanašajo eno v druge, se pravi, damo najprej eno, potem drugo, pa potem tretjo, četrto in skratka tako naprej, da se potem ta mora biti neka deževnica pa karkoli lepo steka po čim bolj naravni poti, po čim bolj ostrim kotom navzdol stran od nas. In to je to. Se pravi, potem pa še, kaj je neko dobro in udobno ležišče. Gotovo so to tudi smrekove veje, praprot. Zopet bi tle omenil, da veje polagate, če so v obliki, ko jih odsekamo ali pa odlomimo, so v obliki nekega uja. Tako malo konkavne. Konkavne, ja, točno tako, ja. In jih je treba dati obratno, se pravi, da so konveksne, ne, potem na podlago, če pogledamo. Zato, da bojo tudi nam nudile, bom rekel, kot neko vrste vzmetnico, če lahko rečem. Drugače pa je potem še ena opcija, da se te veje, če se le da, probamo nasekati na čim krajše dele, zato da ni onih debelih vmes, ker nam potem itak sredi noči nas to zbudi, nas bode. Tako da se teh vej probamo losati, oziroma velja tukaj pravilo, kakor se boste poslali, tako boste spali. Se pravi, da ko delate ležišče, se le potrudite, da vam bo čim bolj prijetno, ker bivak, kot smo rekli, ne bi nudil neke vrste tudi počitek v končni fazi čez neko noč, mogoče, vsaj par ur ali pa pol ure, ni pomembno, glih toliko, da vas zunanji vplivi ne ujame, kot so, če ne drugega, rosa. Torej uporabljamo, še enkrat ponovim, listje, praprot, suho travo za toplotno zaščito in pa večjo mehkobo ležišča. Če nimate nič od naštetega, si lahko naštete stvari tudi zatlačite za oblačila noter, se nabašate kot neko strašilo in imate v bistvu lahko tudi eno vrsto dodatno izolacijo. Smo rekli, zrak je tisti, ki vas bo ogrel oziroma izoliral od mraza. Pa čisto praktično, na primer, ne vem, poleti, ko talne vlage praktično ni, ali pa je ta zelo majhna, na primer, ni potrebno nabirati smrekovih vej, ker če same vlage že posebej, pa ne vem, če niste bili za nekim potokom, je zelo majhna verjetnost, da se bo tla zjutraj toliko orosila. Je pa zelo dobro, da si še vedno naredite to toplotno zaščito, ker tudi suho listje prestreže en del vlage, na primer, ne. Skozi gledamo z razumom, pač spremljamo vreme, ne vem, če piha veter, postavimo bivak tudi glede na veter, ne naredimo tako, da nam glih piha noter in take stvari, ne. Upoštevamo pač vse dejavnike in razmere, v katerih smo se pač tisti trenutek znašli. Eno vprašanje. Kako je s spalko? Kako se obleče, če spiš v njej? To je zelo dobro vprašanje. Pri uporabi spalke moram reči naslednje. Absolutno gremo spat v spalko, če se le da goli. Zakaj goli ali pa samo v spodnjem perilu? Enostavno si predstavljate to, da imam od spodaj primer majico, spodnjo majico ali pa švic majico, recimo, pa eno majico, pa flis, pa še en soft shell, primer. In grem tak spat v spalko. Se pravi, naloga spalke je, da nam vrača nazaj našo toploto. Se pravi, zdaj pa pazite to. Mora priti naša toplota skozi švic majico, skozi majico, skozi flis, torej čez, kaj smo rekel, soft shell, do spalke in potem se vrniti nazaj. Ne bo prišlo nazaj, pozabite. Kaj se bo zgodilo? Vi boste šli oblečeni spat, tako vas bo zeblo, že prej boste šli primer, boste se fajn oblekli, vse kar imate in greste še v spalko noter. Kaj se bo zgodilo? Ob 2 zjutraj se boste znašli mokri, preznojeni, po možnosti vam bo še ogenj ugasnil, tako da boste pol še s tem imeli več težav, kakor ne, prižgati ogenj nazaj.
Skratka, boste mokri in se ne boste, dokler ne boste orenj zakurili, segreli, ni šans. To vam povem iz lastnih izkušenj, ker sem ga tudi sam lomil v preteklosti. Čisto odkrito povem, zato ne delajte istih neumnosti, ki sem jaz delal. Se pravi, ne iti oblečeni v spalko spat pod nobenim pogojem. Rajši tiste oblačila, ki jih imate dodatno, pokrijete čez spalko, ne da ste v njih, kot smo rekli, ker mora vaše telo oddaja torej toploto, katera se od spalke nazaj odbija. Zdaj, če imate preslabo spalko, na primer ta zgodba je zelo zanimiva, no, ko so se s kolegom pri -22 zopet najdla na Koroškem, imela so vsak poletno spalko, tako da si čez njo videl, itak je bilo, mislim, da -22 takrat. Noben ogenj nama ni pomagal popolnoma nič, pa sva še tako se trudila in smola in ne vem kaj, skratka, vse je bilo mokro, vse je bilo pod snegom in enostavno lahko rečem, da če ne bi tako ravnala, kot vam bom zdaj povedal, ne vem, kako bi tisto noč sploh prespala oziroma preživela. Šlo je zato, kot sem rekel, da so imele samo šotorko po strani, iz obeh bokov sva dala smrekove veje, da so imela malo zavetja, pred bivakom so imela sicer nek ogenj, ki je samo, oprostite izrazu, pezdel, oziroma se je samo kadilo in nič ni gorelo nekaj ekstra, ker sem rekel, je bilo vse pod snegom. In ko sva prišla do tega, da bi midva šla spat, sva seveda se spravila vsak v svojo spalko in po 3-4 minutah ugotovila, da to ne bo nič vse skupaj. Se pravi, da spalka ne bo opravljala svoje naloge, čeprav so šla samo v spodnjicah spat. Kaj so pa pol naredile, se pravi, imele so narejeno podlago, dvignjeno od tal, smrekovih vej, čez sva dala šotorko, potem sva dala vsak svoj Armaflex, in kot sem rekel na začetku, vsak v svoji spalki. Potem so pa se odločila, da bo eno spalko dala po tleh, torej mislim, da je šla moja, recimo, da so jo čisto razgrnila, jo dala po tleh, so šla s hrbti skupaj in se sta drugo, torej z njegovo, pokrila in zaspala kot angelčka, brez kakšnih pomislekov grdih, a ne, prosim, ko angelčka zaspala do jutra in tudi pomislili niso, da bi kdo karkoli vstajal pa šel še ogenj popravljati, ker je bilo tako res super. Hočem povedati, da če imate prešvoh spalke, pa da ste vsaj dva skupaj, je več kot super, da greste s telesi skupaj in si torej en drugega ogrevate kakorkoli. To bi definitivno predlagal na tem mestu, tako. Kakor vidimo, no, se pravi, tale skrajna desna torej fotografija je neka osnova teh bivakov, potem pa so vse različice možne, kot smo rekli, odvisno, kaj imamo zraven od materialov. Ne pozabimo tudi na, ko so veje z listi, seveda so tudi zelo primerne za prekrivanje, ker tudi veliko površino pokrijejo. Nenazadnje se uporablja lahko, kot smo rekli, tudi mah, za bolj, bom rekel, bolj kot ne toplotno izolacijo, bolj kakor nekaj za proti dežju. Skratka, in pa na koncu koncev ta odmrli material. Zdaj, da ne govorim, da te oblike ne rabite vse lahko so tudi kupolaste oblike, če si predstavljamo, to naredimo tako, da pač različne palce zapičimo v zemljo in potem različne konce, nasprotne konce zvežemo skupaj in dobimo neke oblike kupolo ali pa jurto, če hočete, ali pa nekaj v tem smislu. In se potem to lahko prekrije z naravnimi materiali. Imaš ti še kaj za dodati? Jaz bi samo še enkrat poudarila to, da se en tak bivak naredi, je v bistvu potrebnega kar precej časa. Zato je v bistvu pomembno, da v primeru, da se odločimo, da bomo tak bivak delali. Zdaj, prednost tega bivaka je zagotovo to, da praktično nič ne rabimo, ker imamo vse že v gozdu.
Je pa res, da se je treba to še odločiti ponovadi za dneva, ker če se bomo ob 7 spravili tak bivak delati, verjetno ne bomo še kmalu zaspali, no. Realno gledano tako nekje, koliko bi rekla, 2 urce se zagotovo rabi časa, da se 3 zadeva dobro postavi. ure, da je res za mej, ne? Da bo Tako, ne. zdržal ploho, da bo zdržal... Na tečaju ponovadi naredimo, ko je zadeva končana, se nekdo noter vleže in pol z vodo polijemo, če grejo kakšne kapljice česa, ne, da vidimo, če smo res dobro naredili in se ga še popravi v primeru, da je to potrebno, ne. Skratka, ko se odločamo za to, kakšen bivak bomo postavljali, se spet moramo preudarno odločati o tem, ali smo šli načrtno bivakirati, ali nas bo dobila tema, da se prav čas odločimo o tem, kaj sploh hočemo doseči, koliko imamo tudi materiala. Zdaj, če bomo mogli po celem gozdu, ker je gozd zelo osiromašen, zbirati ta material, verjetno na tak način bivak ni smiseln, ne. Če pa smo v gozdu, kjer je materiala ogromno, je pa verjetno zelo smiseln, samo še vedno ga ne bomo v pol urce imeli postavljenega, no, tako. Definitivno ne. Je pa res seveda prednost ta, da če imamo plahto pa vrv in to, kar smo rekli, je pa lahko v 5 minutah zadeva rešena, ali pa 10 Zelo hitro, največ, ja. tako. Pol pa, ker prihaja zima, mogoče še par besed o igluju in snežnih zatočiščih. Iglu je spet ena stvar, ki je lahko zelo, zelo zamudna. Dober iglu tako za neke 3-4 ljudi recimo se lahko kar cel dan postavlja, s tem, da morajo biti zelo pridni, da se ga dejansko postavi. Zdaj o igluju govorimo takrat, ko govorimo torej o teh kvadrih, kockah, ki so nam zelo poznane. Prvi pogoj, da se pa iglu sploh lahko postavi, je pa to, da sneg mora biti malce sprijet, se pravi, malo od juga mora biti. V primeru, da je sneg povsem sipek, se pravi ta pršič, ali kako bi rekli, je v bistvu iglu kot tak nemogoče postaviti, ne. Potem pa v bistvu je nekaj pomembnih stvari, in sicer pri igluju običajno ležišče mora biti malo višje od vhoda v iglu, sicer nam bo v igluju precej pihalo, in pa veliko večja verjetnost je, da bomo v bistvu poslabšali to neko ventilacijo zraka. Igluja ne moremo ogreti nad ledišče, to je verjetno dosti logično, če bi se pač začel sneg taliti in bi se zbudili v neki vodni coni. In pa ne glede na zunanje temperature, igluja ne bo hladneje od -10 stopinj Celzija. Se pravi, tako kot v jami temperatura ne pade pod 8 stopinj, je iglu v bistvu nek minimum temperatura -10. Tudi če je -20, v iglu je pač se dejansko zaradi fizike in vremenskih pogojev pač zadeva ohrani tako, da je nekje približno -10. Ko je iglu postavljen, torej vedno je spet pomembno, da naredimo nekje vhod. Zdaj dobro je, da vhod spet postavimo, ne vem, če nek veter piha, da ga ne postavimo ravno v smeri vetra, ampak ga pravokotno na veter. Ko so te kvadri narejeni, je dobro, da se kvadre tudi zadela, da vmes pač ne piha. Spet, bolj dobro, kot bo postavljeno, boljše bomo spali, ne. Več časa, kot bomo namenili nekim tem finesam, ki se nam včasih zdijo odvečne, bolj udoben bo spanec. Po zimi, kot vemo, prav tako lahko uporabimo kakšne smrekove veje, ki nam lahko služijo spet za v bistvu toplotno izolacijo od snega. Jih lahko znosimo v iglu. Pomembno pa je, da v bistvu iglu tudi zračimo, sploh če noter še kurimo, je še toliko bolj pomembna taka stvar. Spet, pri kurjenju bi opozorila na to, da tukaj govorimo o nekih manjših ogenjčkih, ne pa v požaru, ker bomo sicer pač stopili v sneg, ki je noter. Pomembno je pa v bistvu tako, ko je iglu postavljen, naredimo 1 ali pa 2, lahko tudi več lukenj s palico, smučarsko palico, pač palico, ki je pri roki. In ravno zaradi tega, da v bistvu se zrak lahko kroži. Običajno, ne vem, v igluju na koncu zapremo vrata in če smo noter povsem zaprti, lahko nadihamo kritično količino ogljikovega dioksida. Zato je v bistvu zelo dobro tudi preverjati, sploh če na primer spita vsaj 2, da se v tale spodnji del, da se v spodnji del igluja postavi sveča in dokler sveča gori, vemo, da so zadoščeni vsi pogoji za gorenje, torej kisik, toplota in gorivo. Ko sveča ugasne, to pomeni pač v bistvu kritično pomanjkanje kisika in takrat v bistvu je potrebno poskrbeti, ne vem, ali odpreti iglu, iti malo ven iz igluja, skratka poskrbeti za prezračevanje. To je spet ena taka stvar, ob kateri je vredno izgubljati besede, ker pač saj vemo, vsaka taka aktivnost, namen je preživetje, ne, in če je namen preživetje, potem se moramo zavedati v bistvu nekih nevarnosti, ki se jih lahko s tem... Ja, da ne bi v banalni napaki izgubili življenje, ne. Ker pa je postavljanje igluja res zamudno,
Sicer tako, moram reči, sama sem že spala v igluju, pa je res dober, ampak res vzame veliko časa, smo ga postavljali cel dan. Izkušnja je res edinstvena, no, ampak zagotovo se mi zdi, da se za iglu ne odločiš takrat, ko ti gre za preživetje, ampak takrat, ko pač imaš Ko imaš čas. prav Tako. sneg Ja. tudi v bistvu, a ne? Prav, sneg in tako. Zdaj hitreje pa v bistvu postaviti neko snežno zatočišče, torej neko luknjo pod krošnjami smrek, uporabimo za to, lahko skopljamo v sneg, takrat tudi sneg, ki je mogoče malo manj sprijet, ampak spet, če sneg sipek, ne bomo mogli narediti nič, ne. Lahko izkopljamo nek jarek v tla, pa čez naredimo spet pod streho, tako kot smo prej govorili pri bivakih. Snežni brlog, gre v bistvu za to, da namečemo en kup snega in noter skopljemo. Takšen način je sicer naporen, sploh za naše roke in mišice v rokah. Ampak en trik, Ja. da to hitreje naredimo, v bistvu na to podlago, kjer želimo imeti naše bivališče, damo nahrbtnike, sploh če nas je več, super je. prekrijemo s šotorko in gor namečemo sneg in potem v bistvu iz zunanje smeri nabijemo enakomerno dolge palce in potem probamo od spodaj odkopati, te stvari vzeti ven, imamo že kar precej v bistvu oblike narejene. In potem ta sneg z notranje strani sem toliko drgnemo, seveda ga fajn probamo mogoče še malo politi, če je možno, ne, zakurimo ogenj, stalimo, polimo, da se to v bistvu majčkeno sprime skupaj. Se pravi, in ko pridemo do te palce, vemo, da imamo še vedno 20 centimetrov snega oziroma okrog tega, bom rekel, oboda, če si predstavljamo, te palce, no, tako da upam, da ste to razumeli. Tako da v bistvu tudi tukaj velja vsa iznajdljivost, no, je pa res tukaj pač pomembno to spet, da smo v suhih oblačilih, da dobro poskrbimo v primeru, da kurimo, kje smo zakurili, kako, ali smo se s tem izpostavili, ne vem, nevarnosti v bistvu ogljikovega dioksida, monoksida in takih stvari. Definitivno bi tukaj še enkrat poudaril, da v samem ali snežni jami, torej snežni luknji ali pa v igluju naredite tako neke vrste jamo, v kateri se bo odtekal, kot če predstavljate, voda v najnižjo točko, torej ta hlad, ki bo prišel iz notranjosti, se bo jasno v najnižji točki potem tudi zadrževal, tako da tudi to probajte upoštevati oziroma, da ne ležite na najnižji točki. In še ena posebnost. Ja, ena posebnost, o tem bi tudi lahko kar precej govorili, in sicer govorimo o astrofoliji oziroma astronavtski foliji. Najdemo jo praktično v vsaki prvi pomoči v avtu. Lahko jo seveda tudi dokupite v vsaki specializirani trgovini. Gre pa za to, da je bila mogoče malo zgodovine, se pravi, uporabljena pri izolaciji raket. Se pravi, da je zadeva šla v vesolje, je mogla biti lahka in pa seveda zelo dobro izolativna in nuditi, bom rekel, neko zavetje potem tudi za same astronavte, da ne bi zmrznili zaradi nizkih temperatur. Seveda je bilo to v večjih slojih narejeno, poznamo tudi zelo podobne iz zelo podobnih materialov tudi današnje izolacije za hiše in ne bi zdaj, se pravim, o tem preveč odšel na stran. Skratka, primerna je za zadrževanje toplote oziroma odbijanje toplote. Kadar želimo, da nas greje, damo srebrno stran proti telesu, oziroma kadar želimo, da nas zaščiti proti recimo soncu, pa srebrno stran obrnemo navzven proti soncu, ki smo rekli, odbija te sončne žarke stran od nas in nam ne povzroča kakšne, torej, da se ne pregrejemo. Kaj bi še rekel, tukaj je definitivno treba omeniti, da z njo lahko zbiramo vodo, kuhamo v njej, jo uporabimo za bivak nenazadnje, za signaliziranje, sem že rekel, verjetno tudi že, ne. In še enih uporabnih stvari ima, tako da, kot sem rekel, seveda tudi nenazadnje za komu pomaga, če ga vzebe v kakšen ud ali pa celo telo. Običajno so to kakšne noge, tako da je to zelo dobro, sploh v zimskih hladnejših mesecih, imeti v nahrbtniku
pa ne se bo karkoli, se pravi, tudi če vas bo dež ujel, boste imeli zelo enostavno nek pončo za čez glavo in čez nahrbtnik in praktično čez, bom rekel, če vas je več, lahko tudi nekje improvizorično date čez neko vejo in od spodaj počakate pod streho. Skratka, vam lahko nudi zelo, torej ta astrofolija je zelo lahka, zelo majhno se zloži, se pravi, enkrat, ko boste razmontirali oziroma odprli, razgrnili in ne boste nikoli več zložili na toliko majhno, kakor ste dobili. To moram opozoriti. Ja, res je, v bistvu tako je približno velika, ne. Je pa res, da tudi stane približno 3,5 €, tako da tako. Kar se tiče... Uporabna, vredna tega denarja, vsekakor, no. To vam ne bo odveč, pa tudi, če boste imeli tisto iz prve pomoči, če boste porabili, jaz mislim, da nič hudega, da boste že šli po novo. Ni noben tak problem. Lahko vam povem, da sredi zime lahko prespite brez spalke, če imate astrofolijo pa dobro podlago od spodaj pod ritjo. Se pravi, da ste od tal dvignjeni, to vam povem iz lastnih izkušenj. Sem spal na Rogli na enem motozboru in sem glih to hotel dokazati, kako je praktično, če nimate spalke primerne, pa imate recimo samo astrofolijo oziroma prvo pomoč in pa, kot sem rekel, naredite bivak, če imate kakšna, bom rekel, ali odejo, kakorkoli, da si date to za spodaj pod telo in se pokrijete s to folijo. Torej, takrat ste oblečeni, seveda niste samo v spodnjicah kot v spalki. Kar je res, je to, da boste mogoče malo mokri po oblačilih, zato ker kondenzira, kakor smo že rekli. Se pravi, ne diha, to je treba poudariti, ampak v končni fazi boste tisto malo vlažno obleko že posušili drug dan ali ob ognju ali pa na soncu, kakorkoli. Skratka, zelo, zelo primerna uporaben pripomoček. Pripravila sva v bistvu tule še eno povezavo, ki jo boste pač dobili. Tule je 8 vozlov, ki smo jih danes tudi omenili, in vam želiva, da si vzamete kakšen trenutek časa, kakšen štrihec z vrvico, pa poskušate kaj od teh vozlov tudi v bistvu narediti. Drugače pa mislim, da hvala za vašo pozornost. Če je še kakšno vprašanje, sva seveda zelo na voljo. Poleg tega bi pa v bistvu imela še vprašanje, in sicer sva razmišljala tako. Všeč so nama ta torkova druženja in tečaj in to podajanje znanja in nas zanima tako, če bi pripravili nek nadaljevalni tečaj, se pravi neko nadgradnjo, če bi se ga bili pripravljeni udeležiti. Seveda to napišite kar v klepet. Naslednjič nas pa čaka še stezosledstvo rastline, zagotovo bomo spregovorili o medvedu, ker sva že tolikrat obljubila. Pa o volku. O volku, pa če bi kdo želel še o čem izvedeti, sam naj napiše. Okej, verjamem, vidim, da ste v glavnem kar za to, da nadaljujemo. Midva sva razmišljala, sva rekla, če boste za, da bi potem nadaljevali ne takoj v decembru, da tole majčkeno vse predihnemo, ampak da bi za vas potem pripravila to v januarju, no, pa bi se potem probali malo manjkrat dobiti, pa takrat bolj intenzivno. Se pravi, jaz menim, no, nekako, da bi se dobili 3-krat po 2 polni uri, ne šolski uri, in bi lahko na ta način, bom rekel, podobno kot sedaj, mogoče malo več časa naenkrat porabili, pa v krajšem času, skratka. Pa mogoče tudi na ta način, da vam naprej povemo, ne vem, da imejte 3 stvari pri sebi, pa kakšno stvar tudi testiramo, no. V bistvu sva si zelo želela več interaktivnosti, ampak je prek Zooma ene stvari malo težje narediti. Tako da, če bomo še nadaljavo, no, potem v vsakem primeru tako. Mogoče, ne vem, fajn je, če imate kresilo pa vžigalce, pa bomo pač probali kako drugo stvar ali pa mogoče se naučili kako čisto XY zadevo, kaj tle niti omenili nismo, no. Definitivno pri naprednih tečajih, ko gre v bistvu za naše stvari, je tukaj pretežno orientacija. Orientacija, kakšen bouldrill bi bilo fajn, da bi jo probali osvojiti v nadaljevalnem tečaju. Pasti. Pasti, gotovo.
vremenoslovje in še teh stvari, ki seveda nismo mogli. Zvezde tudi v bistvu, ne? Sicer to spada bolj pod orientacijo, ampak. Jaša je doktor za zvezde, za ozvezdje in tako naprej, to se res vsaka čast. Sicer imam zdaj eno aplikacijo, ki je vrhunska tudi, ker tebe nimam zraven, ampak ja, enciklopedija živa za zvezde, super. Skratka, vesel sem, no, da želite nadaljevati, no, se pravi, jaz sem tudi kar nekako postal, če lahko rečem, zasvojen s temle torkom, komaj čakam, no, res, da se začne, da gremo naprej. Veseli me, no, da ste zadovoljni, noben še ni nič pokritiziral, ne vem zakaj, se bojite, nič ne grizeva. Vesela bo vsake kritike, kot sem rekel že prvič, zaradi tega, da lahko tudi potem kaj spremenimo, če bo komu karkoli, torej, če komu ne bo kaj v redu. Kaj naj rečem? Super publika ste. Sem vesel, no, da smo se spet srečali. V torek imamo še zadnjo rundo. Potem bomo pa videli, kako bomo naprej. Vas bomo po mailu obveščali, kakšno novičko mogoče poslali ali kaj takega, vsake toliko časa, ne, da smo malo na tekočem, kako je to stanje. Itak bomo pa videli, kaj bo naša država ukrepala. Pa pustimo to za kakšne druge debate. Tako. Hvala Žiga, lepa. vprašanje imaš še eno? Lahko Kaj vprašaš. vprašaš, Žiga? Ja, seveda, vprašaj. A to šerava? Aha, takoj bova preverila. Čakaj, tako. Nama pa žal napiše, da te datoteke ni možno odpreti. Eno vrati glok ima drugače v bistvu rdeče jagode, če si trenutno gledal, take majhne okrogle. Listki so pa v bistvu manjši. Samo malo, bova poiskala pa bova delila. Najboljš tako je. Aha, saj še enkrat slika. Kaj je možno, da v JPG-ju pošlje sliko? To je nek HEC in odpre. Daj potem pa pošlji na mail, pa ti bova prek maila odgovorila. Če je zanimivo, mislim tako, če pa zanima tudi ostale udeležence, lahko sem pošljeva, ampak bo verjetno lažje. Sicer pa, če ima še kdo kakšno vprašanje, drugače pa mislim, da sva zaključila za danes. Ja. Lepo se imejte, pa se vidimo. Lep pozdrav. Čakaj. Bravo, Žiga. Ja, Pogumno. preizkušenju teh jagod, kar malo bolj počasi, ne, kot smo rekli, najprej ven, najprej potem na kožo, ampak to je vse treba par ur počakati vmes, tako da upam, da ni to kar bilo tako. Ampak ja. Lep večer tudi vsem vam vse skupaj. Hvala lepa, lep pozdrav. Adijo. Čau.